Spoštovani, cenjeni in dragi. Pravzaprav je danes poseben dan zame, kajti kadar predavam, sem že zjutraj zelo vesela. Vesela sem tudi sonca, ki nas spremlja, in zagotovo tudi tematike. Ko v sedanjih letih spregovorim o preteklosti, imam namreč kar zgodovinski spomin, sežem seveda tudi v sedanjost in malo v prihodnost, sem vesela, kajti veliko mi je bilo danega v življenju. A dovolite, da začnem tokrat malo drugače. Še nikoli doslej nisem pohvalila organizatorja. Tokrat res ne morem mimo gospe Zvonke, ki je izjemna v Andragoškem centru. Mnogi, ki me povabijo na predavanja, povedo temo, datum, potem pa se včasih mesece ne javljajo. Z gospo Zvonko je bilo povsem drugače. Nenehno je pisala, spraševala in celo dan pred prihodom napisala, kje so, kje se dobimo in njeno telefonsko številko. Torej se že kaže velika aktivnost državljanstva. Kajti, ko govorimo o državljanstvu, ne mislimo samo na volitve, na to, da smo aktivni v parlamentu, mislimo na vsak dan, na naše življenje, ki je lahko polno ali prazno. Morda pomislite kdaj na koga, ki že hodi zelo počasi. Ko se vam približuje, sploh ne veste, ali res prihaja ali odhaja. Tudi v trgovinah je včasih tako. Prideš, želiš nekaj kupiti, prodajalke nikjer. Ko želiš vprašati za nek izdelek, ti reče, vse, kar imamo, je tam. To vem tudi sama. Že potem spoznaš, ali ljudje svoj poklic opravljajo radi ali ne. In prav s tem se začne v življenju. Že otroci se razlikujejo. Nekateri so zelo zvedavi, drugi bolj mirni, nekateri nenehno sprašujejo, tako kot v tisti pesmi, zakaj, zakaj. In ravno ta zakaj je pri nas ljudeh lahko zelo različen. Nekateri ga postavijo enkrat, drugi nenehno sprašujejo. In takrat veš, da so ali še bodo ti ljudje zelo aktivni. Najbrž me poznate, a morda je prav, da povem nekaj o svoji življenjski poti. Začela sem kot mlada pravnica na tožilstvu, kot pripravnica in kar 35 let sem se zapisala tožilstvu. A pozneje, ko sem bila varuhinja človekovih pravic, ko sem ustanovila Beli obrod Slovenije, so ljudje kar pozabili, da sem bila nekoč tožilka. 35 let, kot bi izginila. Pa sem premišljevala, zakaj. Zato, ker sem bila aktivna državljanka. Zato, ker nisem samo opravljala svojega poklica, ampak sem se posvečala ljudem. In v našem življenju je res tako, da se moramo razdajati. Pravijo, da je treba gledati tudi na tujo kožo, zato da nekega dne ohraniš tudi svojo. Meni se zdi to izjemno pomenljivo. Pomenljive so vse misli, ki jih pišejo veliki ljudje o tem, kako živeti, da resnično živiš, da ustvarjaš tudi za druge. Pravijo, da imamo veliko predalov. Odpiramo jih, zapiramo jih, v nekaterih je stara krama in k tej se ne splača vračati. V nekaterih je optimizem, nekaj lepega, nekaj prijaznega. Velikokrat poslušam tudi zgodbe o volkovih v nas. Lahko so prisotni, lahko jih izženemo, lahko so dobri ali slabi. Vsak od nas nosi že od rojstva neko sporočilo, neko noto. Mene so pogosto spraševali, kaj je v življenju pomembnejše, pot ali cilj. Pa sem razmišljala in rekla, v nekaterih primerih zagotovo cilj. Takrat, ko tečeš na kratke ali daljše proge, takrat, ko plavaš za zmago, takrat, ko si v nekem tekmovalnem ozadju in duhu, takrat je zagotovo pomemben cilj. Hitiš k njemu, ga dosežeš in že razmišljaš o naslednjem.
A vendar v našem življenju je pomembna predvsem pot. Pot, na kateri gledaš naokoli, paziš nase in na druge in si ves čas v nekem pričakovanju, morda tudi drobnega ali velikega cilja, a vendar ne pozabiš na malenkosti, na lepo jutro, na prijazen nasmeh, na sosede in na prijatelje. Če se vrnem v svoje otroštvo, kajti otroštvo je, pravijo, izjemno pomembno za naše življenje, lahko rečem, da so mi vile rojenice že namreč ob zibki dale neke napotke za življenje. In to življenje je bilo do sedaj izjemno pestro. Kot otrok v 1. razredu osnovne šole sem že opazila sošolca, ki ni znal ničesar, ki se ni hotel učiti, ki se je včasih pretepal. Takrat smo se ga kar izogibali. Tudi doma so mi svetovali, naj se mu raje ognem. Šele kasneje, ko sem bila tožilka na mladoletniškem oddelku, sem pravzaprav ugotovila, da je ta otrok s svojim obnašanjem klical na pomoč. In takih otrok sem srečevala čez celo življenje ogromno. In zato vedno, kadar predavam tistim, ki učijo druge, rečem, ukvarjajte se s tistimi, ki kličejo na pomoč. In ta otrok je bil zagotovo tak. Morda se mu je doma dogajalo nasilje, morda kaj še neprijetnejšega, pa so ga vsi prezrli, se mu ognili. Takim je potrebno pomagati. Aktivni državljan torej ni le tisti, ki posega po nekih visokih ciljih, ampak začne z malim. Kasneje, ko sem bila že v gimnaziji, sem prav tako zelo rada priskočila na pomoč sošolkam in sošolcem. Zelo zanimiva je misel moje kolegice, takratne sošolke, sedanje poslanke Mirjam Bon Klanjšček, ki mi je rekla, seveda kasneje, veš, Vlasta, ob tebi smo se vsi učili brati iz ustnic. Pa sem razmišljala, kaj je pravzaprav to bilo. Sedela sem v prvi ali drugi klopi, se nekako skrivala za večjo sošolko in prišepetavala. Lahko bi rekli, da to ni najbolj pametno, ker mora vsak znati in ne sme računati na pomoč drugih. A vendar, ko vidiš, da se nekomu zatakne, mu je potrebno pomagati. In že takrat se mi je zdelo, da sem aktivna, ne le zase, ampak tudi za druge. Prelomnica v mojem življenju, ki je bilo precej namenjeno dobrodelnosti, pa je bila moja pot študentke prava. Takrat sem stanovala v Ljubljani, sicer sem iz Nove Gorice, klasična, tipična Primorka in iz Kopra. Takrat torej na fakulteti, ko sem stanovala pri teti v Ljubljani, sem že začela z dobrodelnostjo za druge. Teta je bila zelo aktivna na Rdečem križu Slovenije in začela sem pisati potrdila in diplome za tiste, ki so dajali kri. S teto sva potovali z velikim SMB avtobusom po Ljubljani, ustavljali smo se pred velikimi podjetji, spomnim se recimo Ilirije, takrat je še bila, danes je menda niti ni več, vse je drugače, kot je bilo nekoč. Nabirali sva darovalce krvi in jih peljali na Zavod za transfuzijsko medicino. Zdeli so se mi neverjetni ljudje. Ljudje, ki skrbijo za druge, ki pomagajo z darovanjem krvi. In kadarkoli se danes na ekranu pojavijo rdeče črke in znak Rdečega križa, kje bo akcija, si rečem, no poglej, tam sem pravzaprav začela kot študentka. Pozneje se nekaj let res nisem pretirano ukvarjala z ničemer, ker sem zelo mlada in diplomirala in dobila službo na tožilstvu. A če si drugačen, če si malo bolj aktiven, če opaziš šibkejše, potem te tudi v službi oziroma nikjer ne prezrejo. Pravijo, da moraš malo štrleti ven, da te opazijo. Da te opazijo ne v smislu napredovanja, kajti napredovanje je najpomembnejše, če notranje napreduješ, ne le z nekimi nazivi, z rdečimi preprogami,
Včasih vidim vse to mladež, ki jih lepi po rdeči preprogi in si rečem, škoda je stopiti premlad nanjo. Potrebno je dočakati leta, da ko stopiš, veš, kaj pomeni rdeča preproga. Pri predsedniku republike, ko sem bila 4 leta prostovoljna, torej pro bono svetovalka, sem pravzaprav vsak dan hodila po rdeči preprogi in si rekla, saj ni nič posebnega, ljudje pa tako hlepijo po njej. Je lepa, vedno pometena in čista, a nanjo moraš stopiti zato, ker si nekaj že v življenju dosegal. No in če se vrnem v tista službena leta, delala sem z mladimi prestopniki. Zdi se mi, da nikoli, ampak res nikoli ne naredimo dovolj zanje. Kajti, če mlad človek, ko še ni polnoleten, stopi na kriva pota, lahko nadaljuje po tej poti ali pa mu nekdo pomaga, to je lahko tudi pravosodje, in se s te poti umakne in stopi v boljše življenje. Nikoli ne bom pozabila, da sem kot varuhinja, torej čez mnoga leta, 35 jih je bilo na tožilstvu, 6 let sem opravljala delo varuhinje človekovih pravic, na Dobu srečala nekoč mladoletnika. Ni imel še 14 let, ni bil kazensko odgovoren, a svojo pot je nadaljeval tudi kasneje zelo slabo. Zaradi družine, zaradi okolice, zaradi tistih, ki mu niso pomagali. Tak človek torej se ne zapiše na pot pomoči drugim, na pot aktivnega državljanstva, kajti imel je zelo omejen prostor, ko je bil zunaj kazniva dejanja, policija, sodišče, Dob. Tudi v Kopru, v zaporih, sem srečala nekoč svojega mladoletnika. Skočil je s pograda, nikoli ga ne bom pozabila, nisem ga sicer prepoznala. Bil je ves krvav po nogah in rekel je, o, moja tožilka, a se spomnite, pisali ste mi pismo in takrat pravzaprav ste v njem napisali, naj spoštujem mamo, naj preneham s kaznivimi dejanji in naj grem na pošteno pot. Najbrž sem mu res pisala in pravi, da je celo ohranil to pismo. Pisala sem res tudi drugim, mnogim. Zdelo se mi je, da jim tako sporočim nekaj, kar lahko ohranijo pri sebi, kar imajo kot neko sporočilo za bodočnost, nekaterim zaleže, drugim ne. Ta fant je dejal, veste, pismo še vedno hranim, moja mama, ki sem mi ga pokazal, pa je žal umrla. Tokrat sem nedolžen, je rekel. Ne vem, kaj je bilo res, zelo mi je bilo hudo. Vidite, veliko ljudi se v življenju ne najde. Ne vedo nekod, nekam, nimajo pomoči, izhajajo iz nemogočega okolja in zanje je pravzaprav res omejena življenjska pot. Vendar si mislim, da če bi jim takrat na zgodnji poti kdo pomagal in preprečil storitev kaznivih dejanj, bi morda tudi oni lahko postali aktivni državljani. Ne v politiki, pač pa nekje na svojem področju. Tudi jaz na tožilstvu sem se najprej zapisala sindikatu. Včasih smo res skrbeli tudi za ozimnico, a ne samo to. Veste, kot sindikalistki so k meni prihajali ljudje, ki so imeli osebne težave. Celo nekateri zaposleni. Doma se jim ni šlo tako, kot bi se moralo. V službi so čutili določene pritiske, zlasti administracija. Je večkrat prišla in potarnala, da smo tožilci taki in drugačni, da težko doživljajo svoje delo. Saj veste, cel dan preživeti na napravah za pisanje, poslušati, takrat smo vse diktirali in so spise strojopiske prepisovale, zelo različni glasovi, hitra napoved ali krajša in tudi počasnejša. Skratka, ni bilo lahko delo. Zato sem z veseljem sprejela naslednjo funkcijo. Spet nekaj, kar ni bilo nujno. Lahko bi, lahko ne bi. Društvo državnih tožilcev Slovenije. Spet nekaj mimo tiste obvezne službe. Vedno so mi kolegi rekli, a se ti to da. Torej, pri aktivnem državljanstvu bomo lahko vedno doživeli stavek, se to da, se to splača. Če se takrat ne, se kasneje v življenju. Zagotovo se bodo ti ljudje nekega dne vrnili.
vam povedali, da ste dobro opravili svoje delo. In tako sem 6 let vodila Društvo državnih tožilcev Slovenije. Kaj vse smo počeli. In prav zaradi te funkcije smo ustanovili Beli obrod Slovenije. To je društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj. 10 let sem bila zelo aktivna, prenehala pa sem takrat, ko sem postala varuhinja človekovih pravic. Ni se mi zdelo prav, da združujem vse to. Torej, da sem aktivna v eni nevladni organizaciji, hkrati pa kot varuhinja skrbim za celotno Slovenijo, za kršitev človekovih pravic. Lahko bi mi seveda očitali pristranskost. In zato sem delo v tem društvu prepustila drugim. Bilo je izjemno težko, a hkrati lepo. Zelo mi je bilo hudo, ko so se v društvo javljali mladi, vendar že takoj na začetku sem ugotovila, da želijo pravzaprav samo en zapis več za CV. Torej, sem aktiven tukaj, tam, rad kuham, plešem, pojem, sem pri tabornikih deloval. Skratka, še en zapis, kasneje pa niso bili aktivni. Meni se zdijo tudi izjemno pomembne volitve. Ne, da si izvoljen, ampak da voliš. Zlasti ženskam bi položila na dušo in srce. Hodite na volitve. Kajti ljudje danes vsak dan tarnajo, kaj bom hodil, saj se nič ne spremeni. Kaj pa bom naredil, kaj pa bo pomenil moj glas? Ni res. Vsi, zlasti ženske, ki dolga leta nismo imele volilne pravice, bi se morale zavedati, da je to skoraj naša dolžnost, ne le pravica. Torej, biti aktivni kjerkoli se da. Morda v šoli, morda z otroki v nekem krožku, v službi pa ne narediti zgolj to, kar je nujno. Nikoli ne bom pozabila, kako so mi kolegi rekli, morali bi uvesti uro. Nekateri odhajajo prej, drugi se dolgočasijo v službi. Kaj pa bi spremenila ura, sem rekla? Ljudje bi med 3. in 4. sedeli z nogami na mizi in čakali, da pride 16, da ustavijo listek, kamor ga morajo in odidejo iz službe. Veste, pri meni je bilo vedno tako, da mi je zmanjkovalo ur. Vedno sem si rekla, zakaj se ne vrne na 10. dopoldne, zakaj mora biti že 15 popoldne, pa bom morala kmalu domov, čeprav sem vedno kasneje, ko sta otroka zrasla, odšla še kam. In res mi ni žal. Tudi ko sem zaključila svojo službeno pot, sem segla nazaj in razmišljala, kako lepo je bilo. Kako lepo je bilo hoditi po tej poti, ne glede na cilje. Marsikdo mi je rekel, koliko si dosegla v življenju, same položaje. Pa sem rekla, saj ni res. Zelo težko sem jih dosegla in počasi. Zato, dragi vsi moji, vsi, ki me poslušate, lahko kasneje, ko se vam porodi kakšno vprašanje, napišete in bom tudi odgovorila, hodite po tej poti z odprtimi očmi. Popazite na tiste, ki so šibkejši, ki potrebujejo vašo pomoč. To se je izkazalo zlasti sedaj v teh časih, vedno se v Sloveniji, ko smo doživeli veliko katastrofo in je bilo ogromno ljudi, tudi mladih, kar je veliko veselje, ki so stopili na pot pomoči drugim. Čisto vsak dan je nekdo nekje, ki te rabi. S tem, ko mu boš pomagal, boš aktiven državljan. Ni pomembno, da si zgolj v parlamentu, ni pomembno, da si v upravi podjetja. Vsak človek, še tako majhen, čeprav nekoč me je nekdo poklical in rekel, ni majhnih ljudi, gospa Nussdorfer, majhni ljudje so lahko veliki. Torej, vsak človek je lahko koristen naši družbi. In že danes pomislite, komu bi morda za Silvestrovo ali na Božič obesili vrečko z dobrotami, nekomu priskočili na pomoč, teh ljudi je zelo veliko. Kajti, če pomagate drugim, pomagate tudi sebi. In prav v teh letih, torej po 45 letih kar aktivnega državljanstva, lahko rečem, včeraj je bilo naporno, danes je, jutri pa upam, da bo še lepše zaradi vseh dogodkov preteklosti.
In prav vsakega takega predavanja, kjer lahko delim svoje misli, sem izjemno vesela. Torej, bodite, kot je rekel nekdo, sami sprememba. Ne čakajte, da vas spremenijo drugi.